Na delavnicah, ki so potekale en teden, je sodelovalo več kot 50 udeležencev. Med njimi je bilo največ študentov in domačinov, ki so na grad prišli iz različnih razlogov. Prvič iz tega, ker me to zelo interesira, ne. Drugič pa to, ker mislim, da je za nas zelo pomembno, sploh krajane, da vidimo, kaj nas pravzaprav obdaja in da bi znali tudi v prihodnje to naše dediščino varovati in da čim več ljudi se seznani s tem, ne. Ja, opazil sem pač na internetu, da je odprto mesto za delavnice, ki bodo potekale na gradu Reichenburg, in sem se seveda za to odločil, ker me je pač od nekdaj zanimala stare gradnje, gradovi, med drugim pa tudi študiram umetnostno zgodovino, kaj je na nek način povezano tudi z mojim študijem. Udeleženci so na tak način pridobili nova znanja. Seveda tukaj ne gre zdaj, da bodo dobili neko kvalifikacijo, ampak so pa spoznavajo to delo, so lahko tudi aktivno delajo, kar se mi zdi, da je pač nekaj izjemnega in bi bilo škoda, da to prenovo, ki je res ogromna, celovita, nekaj izjemnega, da je ne bi na tak način prikazali oziroma omogočili in tak dostop do nje tudi širši zainteresirani publiki. Gre za konzervatorsko-restavratorske delavnice. Organizirane so v 4 sklopih in sicer gre za delavnico o kamnu, les, torej tesanje lesa, ometi ter pa steklo. Prireditelji delavnic sicer želijo, da bi kaj podobnega na gradu pripravili vsako leto.